glavnem se govori o kazenski ovadbi zoper Magnusa Berglunda, ne. Pri tem se pa pozablja na slovenske novinarje, ki živijo in delajo v Sloveniji, ne. In mi smo upozorili na kazenske pregone novinarjev, recimo primer odgovornega urednika Reporterja, Silvestra Šurla, ki je bil na policiji zaslišan zaradi uvodnika, v katerem je pisal o tem, kako je nedohvatakljiv ljubljanski župan Zoran Janković. Opozorili smo recimo tudi na obtožni predlog, ki ga je proti novinarju Dela Borutu Tavčarju dalo državno tožilstvo, spet zaradi Zorana Jankovića. Opozorili smo tudi na primer, ko je žena pravosodnega ministra, sodnica Mojca Kocijančič-Zalar, naredila oziroma sprožila več kazenskih postopkov zoper več novinarjev, več medijskih hiš, kjer so kritizirali njeno delo, in to je potem, te novinarje je potem zaslišala policija, in na to smo opozorili recimo tudi v našem letnem poročilu. Smo pa ugotovili tudi nekatere druge politične pritiske in jih v bistvu nekako zabeležili. Recimo na začetku leta, kot se najbrž spomnite, je bilo veliko govora o aferi Bulmastifi, kjer je prihajalo do novinarskih pritiskov. Želimo, da bi se področje v tem smislu pri nas kaj izboljšalo, ampak pričakujemo pa tega ne. Mislimo nasprotno, da se bodo te politični pritiski na novinarje še bolj okrepili. Kot je znano, je pravzaprav javna podpora sedanji vladi najnižja v zgodovini sploh merjena podporniki vladi.